Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega TV studia Bistrica. V tem dopustničkem času so naši kraji predvsem v znamenju različnih prireditev. Na Lovrenčevo nedeljo 11. avgusta bodo na Pohorju gostili prireditev Tri fare na treh kraljih, pohorci pojejo in igrajo. Dogodek ima tudi dobrodelno noto. Pretekli konec tedna pa smo obiskali že 21. spodnjepolskavsko poletje. Tradicionalna prireditev je v 4 dneh privabila več kot 1000 obiskovalcev. Vabljeni k ogledu. Dobro obiskano 21. spodnjepolskavsko poletje. Obetavni nogometni vratar Lukas Tomažič. Tradicionalna prireditev 21. spodnjepolskavsko poletje, ki je ena večjih v občini Slovenska Bistrica, je v 4 dneh privabila več 1000 obiskovalcev. V četrtek, prvi dan prireditve, so organizatorji poskrbeli za pester otroški program. Petek je bil predvsem v znamenju športa. Dopoldne so organizirali turnir v ruskem kegljanju, na katerem je sodelovalo 11 ekip. Uvodne mete je izvedel dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Gleda, da sem napredoval za en celi kegl, sicer pa bi izrekel priznanje vsem, ki se na Spodnji Polskavi dejansko trudijo z organizacijo tega tradicionalnega spodnjepolskavskega poletja. Tako sem jaz za en kegl napredoval tudi tukaj, vsako leto napreduje, vsako leto tudi kakšna novost. Vključena so pravzaprav vsa društva in je treba vedeti tudi to, da čeprav samo spodnjepolskavsko poletje traja samo 4 dni, je zadaj seveda ogromno dela, ki ga pa treba seveda pred tem opraviti. Gre seveda za to prostovoljstvo, tem je poudarek in jaz mislim, da je to izjemno pomembno. Res pa je, da se s tem na srečo pri nas v Slovenski Bistrici srečujemo tudi po drugih krajih in na nek način tudi tako aktivno se preživijo tudi ti poletni, sicer vremensko zelo zahtevni časi. Kako se spominjate začetkov te prireditve? Bi lahko rekli sedaj, da je dosegla svoj namen? No, zdaj, ta prireditev sicer ima, mislim, da dobrih 20 let, vse po mojem vedenju, sicer je pa v tem prvo nedeljo avgusta to že dolga tradicija. Žegnanje, ki že je iz prejšnjih časov. Zdaj ta prireditev na nek način potem nekako spontano rasla, se je tudi časovno podaljševala, zdaj že imamo 4 dni, tako da je sigurno dosegla svoj namen. Na tej prireditvi se potem ob številnih dogodkih, ki so, to je več prireditev pravzaprav, za vse je poskrbljeno, tako za tistih najmlajših do nas, ki smo že malo obarvani, in je res zelo bogato dogajanje, vključena so praktično čisto vsa društva. Letos je bila organizacija prireditve za novi svet krajevne skupnosti Spodnja Polskava še poseben izziv, saj so se člani, med njimi tudi predsednik Marko Teskač, z njo v večini ukvarjali prvič. Program je zelo pester, dogaja se v bistvu vse, kultura, šport, mlajši, danes vidimo upokojenci, vsi smo vpeti v to dogajanje. In tako kot včeraj smo že pričeli z otroškim programom, ki smo ga seveda z različnimi delavnicami, z različnimi prireditvami, z našimi društvi, res lahko rečem, izredno dobro izpeljali. Danes, kot smo tukaj že vidimo, upokojenski turnir v ruskem kegljanju, kjer se starejši malo podružijo. Potem imamo kar naprej že prireditev ob 10. uri, otvoritev in pa razstava malih živali tam pri okrepčevalnici Gnezdo. Potem pa popoldan še veteranski nogometni turnir, šahovski turnir, večer pa tradicionalni naš koncert moškega pevskega zbora Obrtnik Slovenska Bistrica Spodnja Polskava in pa potem ob 20:30 uri velika zabava z ansamblom Kingston. Jutri prav tako za vse je poskrbljeno, za šport, kulturo, ob 9:45 že predviden izlet, izredno zanimiv izlet v cono Tezno na ogled podzemnih proizvodnih rovov. Kasneje tudi razstava
malih živali pri okrepčevalnici Gnezdo. In pa potem še popoldan razstava naše krajanke Mojce Tramšek tukaj v prostorih krajevne skupnosti in pa seveda zelo zanimiv družinski trim v domeni našega turističnega društva Kopriva za vse družine, trim kolesarski. In pa potem zvečer je tudi igra našega kulturno-umetniškega društva Matiček in pa seveda kratek program ob krajevnem prazniku. Jutri namreč imamo tudi krajevni praznik Spodnje Poskave, tako da je v bistvu to zaključek z igro jutrišnjega dne. V nedeljo pa že takoj zgodaj zjutraj tudi 10 uri Fire Combat, državno tekmovanje, gasilska disciplina. Potem pa nadalje tudi razstava malih živali, še dalje pri okrepčevalnici Gnezdo in pa ob 17. uri potem manever in pa ob 17:30 velika gasilska veselica z ansamblom Poskočni muzikanti na sablu Udar. Če si srečen, če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen okolin potoklja. Če si srečen, močno z nogo potim tla. Če si srečen, močno z nogo potim tla. Če si srečen, glasno sklikni svoj hura. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen, glasno sklikni svoj hura. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so do 5. avgusta obravnavali 19 kaznivih dejanj, od tega 4 kazniva dejanja tatvine, grožnje in zatajitve, 3 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje goljufije, poneverbe, uporabe ponarejene bančne kartice in kaznivo dejanje nasilja v družini. Slovenska Bistrica. Neznani storilec si je protipravno prilastil 150 evrov gotovine, katero je oškodovanec pozabil v reži bankomata. Neznani storilec je v eni od trgovin s police odtujil kozmetične izdelke in tako lastnika oškodoval za skoraj 50 evrov. Znani storilec je v enem od gostinskih lokalov iz blagajne odtujil 3-dnevni izkupiček in lastnika oškodoval za 1800 evrov. Pragersko. Neznani storilec je v eni od trgovin protipravno prilastil denarnico, katero je oškodovanec pozabil na pultu. V denarnici je bilo 80 evrov. Kebel. Neznani storilec je poškodoval okno na objektu osnovne šole in šolo oškodoval za 300 evrov. Policisti so bili obveščeni o 10 prometnih nesrečah. Obravnavali so 3 prometne nesreče kot prekršek, v 7 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 3 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo 33 plačilnih nalogov, začasno pa so odzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali v 8 primerih, po 4-krat na javnem kraju in v zasebnem prostoru. V 4 primerih so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom. Eno osebo so zaradi kršitve javnega reda in miru pridržali, saj je kljub ukazu v videnem stanju s kršitvijo nadaljevala. Policisti so obravnavali tudi 2 ilegalna prebežnika, državljana Palestine, ki sta zaprosila za azil. Štirinajstletni vratar Lukas Tomažič je eden izmed najbolj obetavnih slovenjebistriških nogometašev. Od februarja letos je član sekcije U14 nogometne šole nogometnega kluba Maribor. Učenec 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, jeseni gre v 9. razred, je z vijoličastimi priprave za novo sezono začel 7. julija. Več o svoji nogometni poti je povedal v pogovoru za Studio Bistrica. Kdo te je navdušil za nogomet? Kdaj si začel resno trenirati? Navdušil me je oče, ko je bil tu trener v Bistrici, mislim, da mladinske ekipe. Sem jaz hodil na treninge pa na tekme, pa mi je bilo zanimivo,
pa smo tudi zatem očetom hodila na igrišče malo brcati in potem pa smo se odločili, da bom šel na trening in potem sem začel trenirati. Koliko si bil star, ko si šel na ta prvi resni trening? Star sem bil 7 let, to je bilo v 1. razredu sem začel. Sprva si igral kot napadalec, zakaj si se potem odločil, da boš vratar? Prvo na enem turnirju tu v Bistrici sem bil, bolel sem, pa sem se slabo počutil, pa se je oče zmenil s trenerom, da grem rajši na gol, ker jih je že bilo malo, ni bilo golmana in potem pa mi je bilo to zanimivo, pa sem postal golman in ostal. Pod vodstvom katerih trenerjev si doslej vadil, tako tukaj v Slovenski Bistrici kot tudi v Mariboru? Prvi trener je bil Drago Ozmec, potem za njim je bil Marko Plavšič, Boris Kruder, Aleš Tomažič in pa nazadnje Božo Ornik. Golmanski trener je bil Primož Kračun, ki smo še zdaj na vezi, malo včasih kaki trening opravimo. Tu v Mariboru pa Sandro Blodek in pa zdaj pa Matjaž Kek. Kako pa je pravzaprav prišlo do dogovora z Mariborom, da si z njimi podpisal pogodbo? Prvo lani maja sem šel braniti za prvo U15 ligo za Bistrico v Maribor, smo imeli tekmo. Pa sem tam dobro branil in pa so me hoteli. Potem sem šel na par treningov in pa na eno tekmo z Rudar Predorjem in potem sem ostal. Koliko tekem si doslej že odigral, se pravi prvenstvenih, kako se počutiš v Mariboru in seveda kako so te sprejeli igralci? Tekem sem odigral že kar nekaj, pač enih 15-20, pač prijateljskih več. Sprejeli so me dobro, soigralci smo dobri prijatelji, dobra klapa, dobro se razumemo. Od kod pa prihajajo? Večina jih je iz okolice Maribora, eden je iz Konjic in pa malo Prekmurja. In pa vse okoli, zdaj sta še prišla en iz Dravograda in pa Domžal, ki zdaj živita v Mariboru. Z Mariborom ste s treningi in pripravljalnimi tekmami za novo sezono začeli 7. julija. Kako potekajo treningi? Kolikokrat na teden? Ja, zdaj imamo vsak dan imamo treninge, 2-krat na teden imamo 2-krat na dan treninge in pa še imamo golmanske treninge z golmanskim trenerom. Skratka, je zelo naporno. Ja. Za ekipo osnovne šole Šentilj si pred kratkim nastopil tudi na mednarodnih otroških igrah v ruski Ufi. Osvojili ste 4. mesto. Kako si zadovoljen s tem rezultatom in svojimi obrambami? Ja, z rezultatom bi bili mogoče malo više. Prišlo na eni tekmi nekaj malo nešportnega vedenja in pa smo potem izgubili veliko v polfinalu, no v četrtfinalu. Moje obrambe sem jih imel kar par lepih in pa tudi veliko golov sem dobil, ker malo igrišče pa v dolgi igralni čas je pa veliko zadetkov pade. Zanimivo pa je, da si tudi sam dosegel zadetek. Ja. Kako se je zgodilo? Na tekmi v osmini finala sem dal gol proti Rusom, ker pač dolgo žogo sem udaril, pa je pred golmanom skočila in ga je preskočila in je šla v gol. In to je bil zadetek za 2-0 in potem se je odprlo, pa smo zmagali 4-0. Kakšno je pa sicer bilo vzdušje na tekmah in kaj ti bo ostalo še v spominu iz Rusije? Ja, v spominu mi bo ostalo, da smo igrali na glavnem igrišču v Ufi, sicer na umetni travi, ker tam imajo umetno travo. Vzdušje je bilo kar pestro, pač
gledalci so kar navijali za druge, ker so hodili naprimer plavalci gledati, ko so končali, se prišli gledati in so navijali za svoje ekipe. Glede na povedano, letos verjetno ni bilo časa za prave počitnice. Ja, ne, na morju sem bil en teden in potem sem že šel v Rusijo, zdaj pa imam treninge. Kako pa sicer usklajuješ šolske obveznosti s treningi in tekmami? V šoli, na drugi osnovni šoli v Bistrici imam status in si spraševanja, pač si datum določim in te vprašanj, testi so pa tako napovedani. Imaš morda kakšnega vzornika med vratarji? Katere so tvoje prednosti, kje pa še imaš rezerve po tvojem mnenju? Vzornik mi je Manuel Neuer, ampak včasih je bil Iker Casillas, zdaj je že malo star in pa ni tako več v dobri formi. Potem dober sem, da sem hiter, pač na golo eksplozivnost, pa tudi skok, višina, pač. Pa dodal bi pa lahko malo višine, pa kakšne dolge žoge ali pa moč v nogah. Kakšni so pa tvoji načrti oziroma reciva želje za naprej? Ja, želje so, da bi uspel, naprimer v kaki dober klub v tujini, naprimer kaki Real ali pa kaj. Pa morda, da bi kdaj v prihodnosti branil tudi za slovensko reprezentanco? Ja. Hvala lepa in veliko uspehov še naprej. Hvala. Končana je še ena redna tedenska informativna oddaja Studia Bistrica, Bistriški tednik. Nasvidenje do prihodnjič in imejte se lepo.